Na pisanem travniku, polnih rož, so letali metulji različnih barv. Bili so posebni, še posebej takrat, ko so razprla svoja mavrična krila. A tudi dobrega srca, saj so začutili, kdo so dobri ljudje. Takrat se je ravno na travniku potepala mala Manca, ki je ravno izgubila svojo plišasto igračo. Metul je videl dekličino igračo in tako je letel okoli Mance, ki je hudo jokala za njo. Sledila je metulju in ga lovila, vse dokler se ni spotaknila ob igračo. O, tukaj si, se je spet narisal nasmeh na obrazu. Manca je stisnila močno svojo igračo in tako spet lovila metulja. Ta se je utrudil in se usedel na njeno dlan. Manca ga je vprašala: "Bova prijatelja?" In metulja je držala vse do doma, dokler jo ni mama vprašala: "Kaj pa imaš, Manca?" "Mami, metulj," je zavpila. Mama ji je rekla, naj ga izpusti, ker metulj ni navajen biti v hiši. Deklica se je nečesa domislila in rekla: "Naredila ji bom domek." Vzela je od hrčka kletko in je odletela v njo. Deklica je tako vsak dan čuvala metulja in ga varovala. Nekega dne pa je mama rekla: "Kaj ne vidiš, da je žival nesrečna? Pusti jo, naj živi." Manci se je žival zasmilila, jo izpustila in rekla: "Odleti, metulj." A metulj je bil v zelo slabem stanju. Zato sta z mamo pomislili, kaj bi naredili, da se metulj opomore. Nato pa deklica spregovori: "Mogoče je žena ali lačna." "Ah ne," pravi mama, "nesi jo na cvet, Manca. Mogoče si jo pomore." Deklica je na dlani nesel do prve najlepše rože, posejane na vrtu, in jo je položila. "Zdaj pa odleti," reče deklica. Metulj se prebudi in cvet jo oživi. Potrebovala
Dala je kisik in hrano, ji reče mama. Zdaj pa jo pusti, naj ima svobodo. Tako Manca s solznimi očmi odide do metulja, taj pa v spomin seže zopet na dlan, ki ji položi majhen drobcen cvet. Od takrat naprej je Manca bila srečen otrok, saj metulju dala svobodo, okoli nje pa imela veliko prijateljev. In to so bili metulji.